Dobro jutro. Dobro jutro in lepo pozdravljeni, tako tisti, ki nas spremljate online, kot seveda vsi, ki ste z nami tukaj v hotelu Lev. Lepo vas je videti v živo, zares lepo, in se mi zdi, da smo si to jutro največkrat rekli prav to. Wow, res smo še tukaj in res se vidimo in kar je lepo, se lahko tudi občutimo. AmCham Slovenija je poslovna skupnost kulture dialoga. To je nekaj, kar smo si postavili kot ključno vodilo v našem delovanju v tem letu. In zdi se, da bolj kot kadarkoli bomo prav kulturo dialoga potrebovali tako globalno kot tudi lokalno. Teme, ki jih naslavljamo, so zdravje, znanje, globalna konkurenčnost, transparentnost in meritokracija in seveda trajnost. In ko govorimo o trajnosti, se včasih zdi, da to postaja nekakšen buzzword, da ga veliko uporabljamo, potem pa ne vemo čisto dobro, kako bi ga pripeljali iz teorije v prakso. In ravno zato smo danes želeli govoriti in bomo govorili o mestih. Vemo, da se večina prebivalstva živi v mestih, sploh v teh naseljenih področjih, v Evropi, v Ameriki, seveda tudi v Aziji. In zato so ključni odgovori verjetno prav tukaj. Ampak ne v tem, da govorimo, da bo lahko samo mesto reševalo te stvari. Prav tako je pomembno, da imamo odlične vizionarje, kam se mesta razvijajo in seveda, da se zgodi dialog med tako mestom, državo, civilno družbo in seveda gospodarstvom. Tak bo tudi današnji panel izvrstnih gostov. Naj pa se ob tem zahvalim tudi partnerju današnjega zajtrka, podjetju Corvin. Pomembno je tudi, kakšne investitorje bomo imeli v mestih, kako pomembno se jim bo zdelo, da delajo in živijo v zelenem. In ko sem danes zjutraj sprehajala svojega kužka po res zelenem rožniku, sem občutila veliko hvaležnost. Ampak zeleno niso samo drevesa, zeleno so tudi vsi novi poslovni modeli in res sem radovedna, kaj bomo danes slišali, o čem se bomo naučili. Ampak da ne bomo samo poslušali, da bomo lahko tudi aktivni, vas prosim, da zdajle vzamete svoje mobilne telefone in seveda, da poskenirate tole kodo in poveste, kaj v mestu vam pomeni največ. Če ne morete poskenirati, pa preprosto greste na slido.com, hashtag AmCham in dajte nam eno iztočnico, kaj v mestu vam pomeni največ. Ob tem se že veselim tudi današnje moderatorke pogovora, Petra Kovič, da bo torej vodila skozi mestne ulice zelenega igrišča prihodnosti. Petra, izvoli. Spoštovani gostje, dobro jutro Ajša, hvala lepa za to dobrodošlico in za priložnost, da se lahko pogovarjam z zelo zanimivimi gosti o zelo pomembni temi. Namreč Ljubljančanka sem že več kot 4 generacije. Za nekaj časa sem se preselila ven iz Ljubljane v ruralno okolje, ampak tam nisem dolgo časa zdržala. Ljubljana je mesto, ki privlači in ne samo tiste, ki smo tu doma, ampak tudi vedno več tujcev. In danes se bomo pogovarjali o zelenem urbanem središču, o zelenem preboju, pravzaprav o priložnosti, da pustimo našim potomcem zdravo in zeleno prihodnost. Veste vse o teh podatkih, da nas v Evropi živi več kot 75% v mestih, da se ta trend seveda veča, da 65% celotne porabe energije potrošimo ravno v urbanih središčih. Skratka, trendi nakazujejo dvojno. Ali bodo mesta postale pravzaprav neke naše nevarnosti za naše zdravje in prihodnost, torej prežeča nevarnost, ali pa bo to res igrišče, zeleno igrišče lepe in zdrave prihodnosti. To je seveda odvisno od nas. Kot rečeno, pogovarjali se bomo o priložnostih, o zelenem in o zdravem. In seveda zato najprej vabim na oder AmChamovega poslovnega zajtrka vodjo oddelka za urejanje prostora na Mestni občini Ljubljana, gospoda Mirana Gajška.
Dobro jutro, gospod Gajšek. Dovolite tak bi rekla, uvodno vprašanje, welcome question, in sicer recimo vaša asociacija ob besedi mesto. To pa morate stopiti kar na oder, evo. In izvolite mikrofon. Torej, čisto na kratko, kaj je za vas mesto? Dobro jutro vsem, hvala za povabilo. Če kdo reče mesto, je to urbani način življenja, to je kultura in tehnika bivanja, ki je definitivno, kot ste vi sami povedali, drugačna kot v ruralnem okolju. Mora biti drugačna. Mesta so pravzaprav zibelke razvoja. Zibelka razvoja, odlično. Tukaj pa že imamo eno tako bi rekla digitalno drevo in sicer odgovori, so to že vaši odgovori. Bravo! Hvala za vso ustvarjanje našega dogodka. Torej, Ljubljana najlepše mesto, promet, čisto mesto in prijaznost, mobility, sprehajalne poti, well-being. To so asociacije na besedo mesto. Zdaj pa me že zanima, kaj bo na to vprašanje odgovorila naša naslednja gostja, in sicer vabim arhitektko Špelo Videčnik iz biroja Office. Dobro jutro, dobrodošli med nami. Mikrofon, izvolite. Hvala za vabilo. Dobro jutro. Dobro jutro vsem. Torej, kakšno mesto si vi predstavljate v prihodnosti, kje bi radi in kako bi radi živeli? Zame, če je gospod Gajšek rekel, da je mesto zibelka, je zame v bistvu mesto koncentracija lepote, pa zaradi vseh nas tudi neke kreativnosti in znanja. In v bistvu v prihodnosti tudi tako jaz vidim mesta, se pravi, če dalje večja koncentracija na majhnem footprintu, ki omogoča veliko zelenja, in vse to bo omogočeno skozi vse te naše nove tehnologije in pa nove mobilnosti, ki nas čakajo v prihodnosti. Hvala lepa za zdaj, izvolite se usesti. Naš tretji panelist pa je gospod Lovro Peterlin, glavni direktor A1 Slovenija. Dobrodošli. Dobro jutro, Lovro. Živjo. Kako se počutiš v mestu Ljubljana? Fantastično. Fantastično. Zdaj, jaz nisem od rojstva tukaj, moram pa reči, da živim že nekaj časa tukaj in ko veliko potujem, in resno mislim, da je Ljubljana eno najlepših mest. Pa župana ni tu, ampak tako bom jaz danes. Imamo gospoda Gajška. Jaz dejansko resno mislim, da je Ljubljana fantastično mesto za življenje. Se strinjam. Hvala lepa za enkrat. Evo, usedite se. Dear guests, some see or feel the city as a meeting place, others as the most vibrant ecosystem, still others as an urban oasis or as an urban forest or green playground. I invite Mr. Michal Maco, country manager at Corvin, to the AmCham Business Breakfast stage. Good morning. Hello. So, Mr. Maco, how do you see the city of the future? Mogoče na začetek govorim tudi slovensko. Bravo, prosim, lepo. In razumem, ampak mislim, da danes bi bilo boljše, da bi govoril v angleščini. Ampak vam zelo dobro grem. Ja živim tukaj čez 4 leta. Ja. Odlično. Ja. In imate radi Ljubljano, slišim? Zelo rad. Ljubljana je zelo lepo mesto na življenje in počutim se tukaj zelo dobro. Yeah. But for the answer to your question, I totally agree with what Špela just said, that city should be a place of short distances, of concentration of functions. Currently, a lot of people see density as something negative, but we are trying to shift it into a positive thing, to underline the positive aspects of density. It can be combined with green areas, but it's important to have a city of short distances and of functions. Odlično, hvala lepa. Izvolite. In zdaj, ko smo vsi skupaj zbrani na odru AmChamovega poslovnega zajtrka, mislim, da lahko začnemo z okroglo mizo, z debato. Še enkrat vabilo vsem vam, da tudi vi soustvarjate, kot ste to že pridno začeli. Tukaj pravzaprav ni več videti, ampak vseeno. Torej začnemo z iztočnico, da je lahko mesto nekakšno zeleno igrišče prihodnosti. Gospod Gajšek,
Vemo, da je bila Ljubljana izbrana med 100 podnebno nevtralnih mest skupaj s Kranjem in Velenjem. Pa me zanima, ali vseeno, kljub temu pozitivnemu podatku, dajete veliko poudarka pri spreminjanju prometa v urbanem središču Ljubljane in tudi energetski infrastrukturi. Kako te dve področji urejate za boljši jutri? Poglejte, tako načrtovanje in upravljanje s prometom, kot tudi načrtovanje in upravljanje z energijo, to sta stalni nalogi. To je nikoli dokončana zgodba. Zdaj, če smo že pri prometu, ena stvar je, en del je center Ljubljane, kjer smo že v vseh teh letih od 2006 naredili ogromno. Za Slovensko cesto, avtomobile spravili pod zemljo. Drugo je pa seveda promet v Ljubljani kot glavne mesto države, kjer se srečujejo izjemno pomembni prometni tokovi v tem delu Evrope. In tukaj seveda ne moremo vsega narediti sami kot mestna občina, ne moremo vsega narediti v regiji, moramo narediti za državo. In tukaj je ključna naloga seveda spraviti, kolikor se da, veliko prometa na železnico in tudi urejati avtocestni obroč okoli Ljubljane. Jaz lahko povem, da sem danes ravno z gospodom Hajdinjakom, predsednikom uprave Darsa, smo se pogovarjali prej in število vozil se povečuje. Se pravi, kaj bomo naredili? In to je eden izmed krivcev za segrevanje. Res je, morda eno vprašanje, ki ga vam preprosto postavljajo zelo velikokrat, sploh bi rekla z medijev, ali bomo v Ljubljani kdaj obudili čas tramvaja? Odgovor je zelo preprost. V občinskem prostorskem načrtu imamo traso tramvaja že od vekomaj, 20-30 let. Ampak pri tramvaju je ključna stvar, da je tukaj je pomembna ekonomija obsega. Tramvaj je rentabilen, ko bomo, če bomo, mi imamo upanje vsakokratno vlado, skupaj v bistvu obravnavali gravitacijsko območje Ljubljane, teh 120 tisoč prebivalcev, ki se vsak dan vozimo v Ljubljano, se pravi ureditev avtobusov, medkrajevnih, železnice in potem takem bi lahko vse te sisteme državne in občinske in regionalne povezali nek sistem in na ta način bi potem takrat skupaj z državo, poudarjam, vzpostavili možnost za investicijo v tramvaj. Gospod Gajšek, na kater adut stavi Ljubljana, da prepreči črn scenarij, o katerem govori švicarski laboratorij, namreč napovedal je, da bo Ljubljana rekorderka med metropolami v Evropski uniji in sicer, da čez 30-40 let nam preti precejšnje zvišanje temperature ozračja in sicer na 8 stopinj Celzija. Torej za 8 stopinj Celzija naj bi se temperatura povečala v Ljubljani. Ne glede na to, da je to laboratorij Švice, ponovadi so švicarski podatki zelo točni, tako kot švicarske ure, ampak jaz v to res ne verjamem. Poglejte, Ljubljana ima 75% zelenih površin namenske rabe, Ljubljana je že 15-minutno mesto, se pravi, kjerkoli smo, delamo, živimo, uživamo življenje, smo lahko v 15 minutih v zelenju, mesto gradi, načrtuje nove zelene površine. V BTC-ju pod IKEA je načrtovan nov centralni park, ob Šmartinski cesti je načrtovan, jaz to preprosto ne verjamem. Torej se mesto Ljubljana spreminja tako, kot je v časniku zapisal arhitekt Janez Koželj, v ekosistem podoben gozdu? Ja, tu je seveda treba razumeti podžupana profesorja Koželja, to je urbani ekosistem, se pravi, če je podoben gozdu, ker je podoben gozdu, to pomeni, da mora preživeti in vsi prebivalci tega urbanega sistema moramo preživeti in seveda bomo preživeli. In upam, da v odličnem in prijaznem sobivanju. Gospa Videčnik, spomnim se, da je futurolog za Svet kapitala, odkoder prihajam, in sicer bil je to Ludwig Engel, bil je pa tudi gost festivala v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, dejal, da bo mesto prihodnosti bolj podobno staremu mestnemu jedru, ki pa bo imelo veliko modernih in nevidnih tehnoloških mehanizmov. Kako vi, kot arhitektka, ki ste na nek način ustvarjalka našega okolja, vizionarka, si predstavljate mesto prihodnosti? Ja, v bistvu
Verjetno se je pač obrnil na pač to stara mestna jedra, ki so res bila zelo koncentrirana. Recimo, če se spomnimo na italijanska stara mesta, ki so ostala tudi taka, kjer recimo niso bile kasneje izgrajeni te veliki bulevarji in pač razširitve vezane predvsem tudi na promet. Ker v bistvu dejansko meste prihodnosti je iniciativa, da se promet bistveno zmanjša, se pravi avtomobilski promet, ker bojo pač veliko dela opravljali roboti, veliko manj bo treba se premikati po mestu zaradi teh novih tehnologij. Stavijo nekateri tudi na drone in na podobne pač zadeve, bom rekla, kadar rišemo zelo futuristične objekte, jasno, to vse upoštevamo in iz tega naslova se bojo lahko ceste bistveno zmanjšale in namenile ali zelenim površinam ali pa v bistvu, bom rekla, še dodatnim stanovanjskim delovnim ali delovnim prostorom, tako da v tem duhu se strinjam v bistvu z njim. Če pogledamo en tak, bi rekla, bežen prelet skozi zgodovino, vidimo, da so vse katastrofe, krize imele neverjeten vpliv na razvoj mesta. Pravzaprav takrat so se mesta izkazala kot zelo odporen organizem. Lahko gremo od Londona do Pariza, New Yorka in tako naprej. Pravzaprav so postala mesta močnejša in bolj razvojno močna. Kakšne posledice po vaši oceni pa bo imela, če se malce ozrnemo na nočno moro izpred nekaj mesecev, kriza zaradi pandemije, zaradi COVID-19, tudi v kombinaciji vse bolj nevarnih podnebnih sprememb na naša slovenska mesta, recimo. Ja, to mislim, da se odraža ta, bom rekla, reakcija človeštva na pač velike neke, bom rekla, katastrofe, kot smo jo pač tudi mi dali na nek način skozi, ravno kar, se vedno odraža z nekimi novimi pač preboji, z nekimi inovacijami, ki mogoče v vsakdanjem življenju, kadar ti je pač življenje bolj udobno, pač na to niti ne greš. Tako da jaz sem prepričana, da bojo pač ta dva elementa imela velik vpliv tudi na urbanizem mest. Že zdaj se pozna, da ljudje veliko ostajajo doma, recimo, sem govorila s kolegi v Londonu, pravzaprav je večina prišla vsaj na delno delo online, tako da v bistvu mesta, kjer so veliko pač mogli potovati, so to, bom rekla, potovanje bistveno zmanjšali in pa veliko se je pač spet, bom rekla, dvignilo povpraševanje po nekih dostavah, ki se recimo v Ameriki, sem recimo bila zdaj v Los Angelesu, dogaja veliko že z robotki, tako da v bistvu se te stvari pač razvijajo res v to smer, da se pač bojo mesta bolj koncentrirana in pa v bistvu se odzvala tem katastrofam. Če ne bi imeli tako močnega vpliva digitalizacije na naša življenja, verjetno, gospod Peterlin, ne bi mogla na tem mestu v tem trenutku vas vprašati o vplivu mobilnih operaterjev na razvoj mesta prihodnosti. Pa me zanima, na kakšen način pravzaprav lahko mobilni operater vpliva na dinamiko mest. Gre za big data, ne? Gre za pomoč vsem, ki so ustvarjajo vizijo mesta z množičnimi podatki. Ja, več elementov je, nekaj ste jih omenili, ampak jaz bi najprej, če smem pokomentirati vaš prispevek. Jaz mislim, da v osnovi so se mesta razvila najbolj razvila v trenutku industrializacije. To pomeni, da smo ljudje postali vezani na delovno mesto. In ker smo postali vezani na delovno mesto in seveda neka koncentrirana območja, so se ob tem razvila mesta. Jaz mislim, da v tem trenutku, ko vidimo, da že postaja nov način dela, mainstream, to pomeni, da delajo ljudje od doma, da delajo nadaljavo, da seveda postajajo digitalni, korporativni nomadi in tako naprej. Mislim, da je to trenutek za zelo pomemben razmislek, kako bodo mesta izgledala v prihodnosti. Jaz mislim, da mesta absolutno ne bodo več tako velika, da bo tudi rural dobil ali pa primestja bodo dobila zelo velik pomen. Kar se tiče pa digitalizacije, da odgovorim še na to vprašanje, seveda povezljivost med ljudmi, povezljivost med napravami in tako naprej, kar omogočamo teleoperaterje, je ena ključna stvar za življenje. Pri tem seveda zbiramo tudi ogromno podatkov, ki po eni strani seveda to zveni zelo
scary, ne? Po drugi strani pa mislim, da je to velika priložnost, da z dobro agregacijo podatkov, z dobro spremljanjem trendov in seveda pametnim odločanjem, ker to je ponavadi najtežje, ne? Veste, ogromno podjetij, ogromno mest v tem trenutku že zbira podatke, ogromno je senzorike zunaj, ogromno je celo analitike, nimamo pa še pametnega odločanja, ne? Kaj bomo naredili, kako bomo naredili, kaj bomo spremenili v mestih. Mi že zdaj v tem trenutku lahko pomagamo mestom načrtovati, recimo, kako usmerjati promet v real timeu. Mi vemo, da prebral sem pred časom nek podatek, da približno 30% ogljičnega odtisa v mestih povzročajo iskalci parkirišč. Ne vidim pa veliko mest, tudi ne pri nas, ki bi omogočale v real timeu usmerjene na parkirišča. In jaz mislim, da je to par takih stvari, kjer seveda operaterji ali pa podobna podjetja lahko maksimalno pomagamo. Omenili ste besedo scary. Meščani se upravičeno bojijo Big Brotherja, torej totalnega nadzora, o katerem smo brali recimo tudi že v srednji šoli. Kako lahko odgovarjate na ta pomislek ali skepso, da bomo kot nekako v kontroliranem laboratoriju? No pa ne samo meščani, se to tudi jaz in mislim, da vsak z zdravo kmečko pametjo se tega najbolj boji. Po drugi strani in Orwell, na katerega se referirate, je imel v določeni meri prav. On je dejansko rekel, prišlo bo do nekega kleša med zasebnostjo in seveda razvojem in tukaj smo zdaj. Sej se ta kleš začenja že s socialnimi mediji, če smo čisto odkriti. Po drugi strani pa ta nadzor, bi jaz rekel, ni nadzor, če seveda zbiraš podatke na legalen način. Trenutno sistemi omogočajo anonimizacijo, agregacijo podatkov, kjer dejansko ni možno priti do posameznika, seveda pa po drugi strani za odločanje podatek o posamezniku, neko strateško odločanje, neko odločanje glede urbanizma, podatki o posamezniku ne štejejo nič, štejejo samo podatki o množicah, gibanju množic in v bistvu jaz mislim, da to pametna mesta bi morala začeti zbirati. Tukaj se pojavlja še eno vprašanje in mislim, da je zelo pomembno vprašanje, ki se ga moramo vsi vedeti, kdo je lastnik podatkov. In moj nasvet je, da v bistvu so lastniki podatkov mesta, ne ponudniki storitev, ker to je podatek, to je infrastruktura mesta, to je vrednost mesta, to je vrednost vseh meščanov in jaz mislim, da je to pomembno dejstvo. Pri čemer je pa pri novih tehnologijah vedno tako, bolj ko smo transparentni na začetku, je adoption rate krajši. In jaz mislim, da tu moramo biti kot človeštvo izredno pametni, izredno preudarni in pa maksimalno transparentni in pošteni. Hvala lepa. Nekoliko ste nas pomirili in držimo pesti, da točno tako kot pravite, da tudi bo v realnosti. Spoštovani gostje, če imate kakršnokoli vprašanje, prosim zapišite ga na že navedeno aplikacijo Slido. Sicer pa nadaljujemo z okroglo mizo. Seveda bomo odgovorili na vaša vprašanja. Mr. Maco, recently your company Corvin started construction work for first office building in Slovenia in which it will be possible to rent sustainable business offices. So, why do you think the SEG approach and socially and environmentally responsible investments are the winning formula for a green future? In your opinion? Yeah, maybe first of all I should say that we might say that as users of the buildings and of the construction real estate segment, we don't have such an effect on sustainability and climate change, right? But the reality is that it's roughly 20 to 25% of the whole carbon emissions for which the construction real estate segment is responsible for. So from this perspective, there is a certain leverage we have towards sustainability.
As for the ESG segment or certification or framework which you mentioned, it's good that it's happening now. Honestly, it's just a framework which is formalized, and it's just formalizing our efforts which we are doing for the last 10, 12 years. And I think it's a good thing that it's happening. At the moment, we, for instance, when we came with LEED certification in Bratislava, we got the feedback from the market that it just costs too much money, it's not necessary for the attraction of tenants, and it's basically just a marketing tool which is useless. But the reality showed that after we placed on the market our building, Einpark, designed by Spela, sitting next to me, certified with LEED Platinum, we basically educated the market, right? So at the moment, I cannot tell now for Ljubljana, as we are here just in the early stages with our office building. But in Bratislava, the current situation on the market is that you can't anymore place a building on the market which is not certified. So all the market had to adapt on this. And I think this is a good trend because the LEED certification framework is basically a set of rules which guides the investors and real estate developers on how to design sustainable buildings. Because generally speaking, sometimes it can be a vague term, sustainability, but this helps to navigate investors on how to design green buildings. Now you are at the start, but anyway, is there a lot of interest among companies in Ljubljana for renting business office in Bilharija now, so far? Luckily, yes. Since the beginning, we are getting a strong interest, but this was also a reason why we believed in Ljubljana from the beginning, because we see it as a very educated market. There's a strong focus on sustainability and on awareness into green agenda, even in general public. So from this perspective, we are quite positive that our effort with technologically advanced buildings and sustainable buildings will be accepted by the market. And we are now in advanced stages with several potential tenants, and I hope that this year we'll be able to disclose some of the anchor tenants. Okay, thank you. Gospod Gajšek, naslov M-Čemovega poslovnega zajtrka je mesto zelenega igrišča prihodnosti. Bi lahko ocenili, da ste na mestni občini Ljubljana že recimo pred 15-20 leti snovali strategije, da boste lahko uresničili Ljubljano kot zeleno mesto, kot mesto zelenega igrišča? Vsekakor da. Pa zdaj, če dovolite, na začetku ste me vprašali, v mestih sem uporabil izraz zibelka razvoja. To ni bila igra besed. Tako kot je treba za otroka v zibelki skrbeti, je treba skrbeti tudi za mesto. Če za mesto ne skrbimo, če ne načrtujemo, če ne upravljamo z mestom, včasih storimo tudi kakšno napako. Ampak če tega ne počnemo, je to velika napaka. In druga stvar, zibelka pomeni tudi uravnoteženost. Za mesto moramo skrbeti uravnoteženo. Moramo skrbeti za razvoj, moramo upoštevati razvojne interese, hkrati moramo, seveda, mi smo naklonjeni tujim vlaganjem, smo veseli, da je prišlo podjetje Corvin, ampak pod določenimi pogoji. Potem seveda sodelujemo, sestankujemo in na koncu so rezultati. In druga stvar uravnoteženosti je varstvo okolja. Tukaj so pogoji, mimo katerih ne moremo iti. Se pravi, da, ko je župan Zoran Janković zmagal na volitvah jeseni 2006, od takrat naprej seveda skrbimo za zelene površine. Samo konkreten primer povem, v letih 2008, 2009, 2010 je bila odločitev skupaj z Univerzitetnim kliničnim centrom in skupaj z univerzo, da UKC ne bo nekje v primestju ali pa nekje v zelenem površinu, ampak tukaj, kjer je, in da univerza ostaja na 4 lokacijah. To lahko pomeni določene probleme pri usklajevanju, ampak je bolje za res bolj trajnostno življenje, za bolj organsko rast glavnega mesta Republike Slovenije.
Za našo odgovornost oziroma za našo prihodnost smo odgovorni vsi. Vsi se vključujemo, vsi se povezujemo, ampak vseeno po vaši oceni, kdo je v mestu največji odločevalec pravzaprav naše vizije, mestne urbane vizije? Je to gospodarstvo, je to mestna občina, torej politika, je to civilna družba? Kdo ima glavno vlogo pri snovanju prihodnosti mesta? Zdaj, glavno vlogo seveda ima mesto, mestna uprava, lokalna samouprava, saj ne more biti drugače. Ne želimo bežati od te odgovornosti in jo prevzemamo, čeprav včasih težko, priznam. Se pravi, mesto je tisto, tako kot treba za otroka skrbeti, moraš skrbeti tudi za mesto, mesto je velik otrok včasih, in v bistvu, ko skrbimo za mesto, moramo imeti vizijo, kar smo jo naredili spomladi 2000, Ljubljana, idealno mesto, trajnostno mesto, glavno mesto države. Seveda pa moramo skrbeti za mesto, v katerem ljudje živimo, bivamo, delamo, uživamo življenje, kolikor se da, če smo pridni, in gospodarski razvoj, pa tukaj ne laskam gospodarski zbornici nikakor ne, gospodarski pogoj je res, razvoj je res eden izmed ključnih, ker moramo skrbeti za majhna, srednja, velika, za javno-zasebna, zasebna podjetja. To res moramo pod pogoji varstva okolja in na socialen način, da bo mesto imelo neke kvalitete bivanja za vse, ne samo za bogate, ne samo za tiste, ki si to lahko privoščijo, ampak za vse. Ljudje se radi zgledujemo, radi imamo primere dobrih praks in ko govorimo o razvoju mest, radi Slovenci pogledujemo proti Dunaju ali pa celo v daljni Singapur. Pa mi povejte, katero mesto je za vas recimo najbolj zgledno, urejeno, da bi si želeli, da bi tudi Ljubljana postala takšno mesto? Poglejte, pred 4 leti smo bili v ožjem izboru Akademije za urbanizem iz Velike Britanije za Evropsko mesto urbanizma. Se pravi Bilbao, Dunaj in pa Ljubljana. In jaz sem na predstavitvi v Londonu rekel, da sta Bilbao pa Dunaj v dobri družbi. Malo se moramo tudi hvaliti, ampak še enkrat, če me vprašate, vzor je evropsko mesto. Vzor je evropsko mesto, ker evropsko mesto je mogoče najbolj socialno na svetu, je mogoče najbolj uravnoteženo in seveda poskuša omogočiti tudi gospodarski razvoj, kolikor se le da. Če pogledamo po svetu, tukaj pravzaprav kar dobro živimo lahko. Ampak še enkrat, nič ni samo po sebi pomembno, mi moramo skrbeti za naša mesta. In verjetno skrbimo kar dobro, kajti nekoč smo odhajali iz mest, da smo se lahko gibali na svežem zraku, zdaj pa se nekako narava kar sprehaja po mestnih ulicah nekje v središče mest, ne samo Ljubljane, tudi drugih slovenskih mest. Torej postajata telo, naše telo, organizem in pa mesto zlita. Spomnim se, kako je vaš stanovski kolega, gospod Vuga, dejal, da denimo v danskem Kopenhagnu lahko odplavaš po reki do službe, pri nas lahko odkolesarimo ali se odpravimo s skirojem, kotalkami. Pa me zanima, gospa Videčnik, kako arhitekti pravzaprav pri svojem delu v narekovajih rišete prihodnost urbanih središč. Namreč urbana središča odslikavajo tisto, kar je pravzaprav zeitgeist naše družbe, naš duh. Ja, jaz verjamem, da je pač pravilen pristop koncentracija mesta. Zakaj? Zato, da bo čim več zelenih površin ostalo okrog nas in da se pač lahko naravni ekosistem okrog mest v miru razvija. Tako da kljub temu, da recimo v prihodnosti je tendenca, da se bo čedalje več dela opravljalo od doma in da bo pač iz tega naslova manj pač vožnje, jaz mislim, da je vseeno prav, da razmišljamo o koncentraciji mesta, ker vseeno ljudje radi živimo, se družimo, v bistvu imamo tudi, bom rekla, življenje popoldansko po službi, ki pa ga radi pač
delamo med ljudmi in tudi z določenimi servisi, ki so v mestu, ali je to fitness, ali so to gledališča, pač določena druženja, ki se lahko dogajajo samo na koncentracijah. In ta koncentracija je tudi pravilen ekološki pristop, zaradi tega, da pač, kot sem omenila, čedalje več površin ostaje zelenih. Zdaj, s tem, ko se bojo mesta razvijala, Ljubljana je pač en specifičen primer, ki ga je težko primerjati z, bom rekla, metropolami v tujini, ker smo dejansko izjemno majhni in imamo tudi izjemno srečo. Jaz bi se tukaj z gospodom Gajškom strinjala, to je dejansko eno izmed najlepših mest na svetu in tudi jaz ga dajem kot zgled na vseh predavanjih pri vseh svojih študentih v tujini. V bistvu Ljubljana ima res srečo že, bom rekla, zgodovinsko, da imamo reko, da imamo hribe in v bistvu srečo, da je to zelenje nekako ostalo v mestu in da ga tudi vsi zelo cenimo in spoštujemo. In na ta način pač verjamem tudi, da se mora Ljubljana razvijati v prihodnosti, se pravi, da zelene površine ostajajo, da so zaščitene, da se jih v bistvu umesti dodatne zelene površine povsod, kjer se da in to Ljubljana tudi zadnje čase dela z tem pač razvojem javnih prostorov, zapiranjem cest za promet in pa v bistvu tudi, da bi se čim več zelenja tudi vertikalno po stavbah lahko pač, bom rekla, nadomestilo, se pravi, ali v nekih koritih ali zelenimi strehami, tako kot delajo v tujini. Recimo Milano ima zdaj eno lepo vizijo, ne vem, ali bojo uspeli uresničiti ali ne, da bojo zasadili toliko dreves, kolikor imajo prebivalcev, se pravi, to je tam 3 milijone. Pač take vizije, bom rekla, so lepe, romantične in upam tudi, da jih bojo uspeli narediti in da se to pač prenese tudi v Ljubljano. Ampak vseeno, ravno to je moje naslednje vprašanje. Romantika in realnost imata včasih drugačne odgovore, ko je treba nekako uresničevati potem načrte. Včasih se zgodi trk med recimo potrebami gospodarstva in pa seveda vprašanjem zasledovanja ekoloških nujnosti. Kako arhitekti odgovarjate na te izzive? Če pomislimo samo recimo na gradnjo velikih, bi rekla, trgovskih centrov ali industrij in vseh servisnih služb, ki so pač potrebne za to, da meščani lahko normalno živimo in funkcioniramo. Ja, misija arhitekta je, da smo vedno nekje vmes, se pravi med, bom rekla, potrebami investitorja. Treba razumeti, da kapital se razvija pač, če je profitabilen, če ni profitabilen, se ne bo razvijal in ne bo vlaganja. Po drugi strani pa je treba spet imeti spoštovanje in do javnega prostora, do zelenja in pač obnovljivih virov. In ravno tukaj so pač, bom rekla, tukaj mesto je uprava, ki lahko z svojimi načrti, svojimi restrikcijami pač, bom rekla, zahteva to od investitorjev. Je tudi nekaj, bom rekla, že osveščenih investitorjev, ki vidijo v prihodnost in vejo, da recimo tudi bodoči najemniki, kupci bojo pač, bom rekla, spoštovali neko zeleno okolje in pa v bistvu obnovljive vire. In potem po drugi strani smo mi arhitekti, ki na nek način moramo zmeraj najti v bistvu neko pravilno, bom rekla, ravnovesje med profitom za investitorja in pa med neko lepoto in pa neko ekologijo, ki jo pač moraš. In tukaj je tudi recimo, bom rekla, pozitivna stran COVID-a in pozitivna stran te energetske krize, da jaz zelo verjamem, da se bo v zelo kratkem času zdaj tudi na nivoju projektiranja precej spremenili zaradi tega in se že spreminja. Predno pogledamo na vprašanja naših gostov, ki so zelo aktivni. Samo še eno vprašanje. Včasih smo dejali, da je mesto betonska džungla. Zdaj pa se zdi, da ta besedna zveza dobiva pravi pomen, namreč v mesto prihajajo recimo takšni fenomeni, kot je recimo čebeljaki, torej gojenje čebel, ozelenitev balkonov, samooskrba. Velik poudarek se dela na tem, da bi nekakšen ruralni svet preselili v urbani svet. Kakšno je vaše mnenje o tem? Absolutno pozitivno. Tega je v bistvu precej, predvsem v tujih metropolah. Pariz ima že dolgo, pač bom rekla, že zadnja leta precej te ideje nekih vrtov ekoloških na strehah, na fasadah objektov in to se pač, bom rekla, preseljuje tudi v Ljubljano. Bom rekla, Slovenci imamo že nekako po naravi ta nek stik z zemljo, vrtnarjenje. Večina nas izhaja iz, saj bom rekla, preko babic iz nekih ruralnih območij, tako da jaz verjamem, da je to tudi trend, ki se bo razvijal v Ljubljani. Če se ozremo na vprašanja naših gostov, naj vam povem, da lahko svoje vprašanja tudi takole na odru
postavljate, da vas vidimo in slišimo, ampak recimo to vprašanje, ali je kakšen plan urediti slovensko cesto za kolesarje. Naj morda tukaj sam pripomnim, da sem nedolgo tega bila v Valenciji, kjer pravzaprav kolesarske rdeče poti vodijo po mestu na res izjemno dovršen način, pomeni kot en tak, bi rekla, vodič so kolesarske poti in tudi ozaveščenost meščanov tam je takšna, da če slučajno nekako greš izven tega rdečega koridorja za kolesarje, te zelo glasno ti Španci opozarjajo. Gospod Gajšek, vprašanje torej za vas. Kako še bolj urediti kolesarske poti? Ja, jaz sem vesel kritičnih vprašanj, ker je potem bolje, ne, se počutim kot v službi, saj sem v službi. Glejte, se pravi, kolesarska steza na Slovenski in pa Šentviški tunel, pa ohromitev glede prometa. Še enkrat, zdaj v parih tednih bo v Ljubljani Velocity. To pomeni neka mednarodna konferenca na temo kolesarjanja in do takrat se bo uredilo še več, ampak še vedno premalo kolesarskih stez. Jaz se s tem strinjam. Jaz se s tem strinjam, da je verjetno kolesarjenje najbolj primerna oblika prometa, ne. V Ljubljani je to lahko 8-9 mesecev poleg javnega prevoza. Je pa seveda pomembno nekaj, kar je pomembno za življenje v mestih, namreč to moramo početi z občutkom za skupnost. Tam, kjer na tistem detajlu vsega dobro poznamo, ne, na Bavarskem, ko kolesarska steza pride do pešcev, tam je treba mora pešec biti prijazen do kolesarja, kolesar pa do pešca, vse drugače ne gre. In to je občutek za skupnost, to je common sense, ker če uporabljamo, pa ne bi nobo razumeti, zdravo kmečko pamet, nismo naredili nič. Na kmetih je prostora dovolj, v ruralni Sloveniji je prostora dovolj, v Ljubljani je pa prostora malo. In tukaj moramo imeti občutek za skupnost, urbani občutek. In to je ta razlika. Druga stvar, Šentvid, to je znana zgodba, to je povezano z urejanjem in potencialno širitvijo avtocestnega obroča. Mi smo z Darsom imeli že ničkoliko pripravljeno pobudo, ki je bila ustavljena na Ministrstvu za okolje in prostor, ker okoljski del MOP-a pravi, da je treba vlagati v železnico. V železnico se pa ne vlaga in je zgodba zaključena. Še enkrat, dokončna ureditev tega pomeni, da se bo v Ljubljani pač odločilo za neko varianto, verjetno poglobitev tovornega prometa, da bo potniški promet ostal tukaj. To vse skupaj stane 2 do 3 milijarde evrov in ta denar mora dati Evropska unija. Če povzroča probleme v Ljubljani promet od Luke Koper, v gravitacijskem območju do Južne Poljske, ta denar mora dati Evropska unija in v Evropi imamo ta primer, to je Rail Baltica, da ne razlagam, poglejte si Rail Baltica, 9 milijard evrov Estonija, Litva, Latvija, Poljska, v železnico. In še glede vključevanja javnosti. Veste, v Ljubljani se je zgodila katarza 2008, 2009, 2010. Imeli smo 16 civilnih iniciativ. Z vsemi praviloma smo se normalno pogovarjali, ampak v Ljubljani se je zgodila katarza, preboj vseh teh projektov, ko so nekje spali, to je bila speča lepotica, da so se mnogo zgodilo in je logično, da so bili ljudje proti. To je popolnoma normalna reakcija in z javnostjo je treba delati, ampak na koncu mora mestna uprava prevzeti odgovornost za odločitve. Tako pač je. Gospod Peterlin, ampak železnica ne bo več speča lepotica, recimo v neki daljši perspektivi, zato bo poskrbelo tudi vaše podjetje A1 Slovenija. Glede na to, da sva se recimo izven etra dogovorila, da bomo konkretni, ne pa tako kot na vrhu podnebne konference, ko so lideri v prvih vrstah dobesedno dremuckali in niso obetali kakšne konkretne in rožnate prihodnosti, me zanima konkretno, kaj bo vaše podjetje naredilo, da se bo železniška zgodba, da se bo premaknila nekje v večjo prestavo, v hitrejšo dinamiko? Madonna, to je tako, ne bomo kupili slovenskih železnic, no, to je. Ampak boste poskrbeli. Ampak če sme predtem še en komentar, no, jaz mislim, da Ljubljana, ne moramo reči, a je najlepše, ampak jaz mislim, da je najboljše mesto, ok? To ocenjujem z enim
KPI-jem, ki je meni posebej ljub, in sicer, vsaj moja percepcija je, da v Ljubljani od vseh mest, kjerkoli sem, zgubim najmanj časa za to, da v bistvu pridem iz enega konca na drugega, da dejansko svoje potrebe, ali je to po športu ali po drugih, zadovoljim, in z tega vidika je moje mnenje, da Ljubljana zagotavlja daleč najboljšo kvaliteto življenja. Ker če manj časa porabim v avtomobilu, v komutanju in tako naprej, pač lahko preživim več časa za svojimi najbližjimi ali pa da delam kaj drugega. Tako da hvala vam za to, jaz mislim, da v zadnjih letih dejansko se je to maksimalno spremenilo. Še en komentar bi dal. Jaz mislim, da mesto prihodnosti mora postati destinacija. Se pravi, mesto prihodnosti mora razmišljati o sebi, kot da je destinacija. Ne samo, da je to, kjer seveda prebivalci dejansko živimo ali pa želimo preživeti vse svoje aktivnosti, vse svoje želje in tako naprej. Se pravi, moramo razmišljati kot destinacija, ne samo kot mesto. Slovenske železnice in nasploh železniški promet, jaz mislim, da je v železnicah prihodnost tudi z vidika preusmerjanja prometa na železnice. Zdaj, kako mi pomagamo železnicam, predvsem z pametnimi rešitvami. Recimo ena izmed takih je, mi smo pred časom namestili na mislim, da skoraj 14.000 vagonov avstrijskih železnic pametno senzoriko, ki pomaga železnicam seveda upravljati tovor na pametnejši način, učinkovitejši način in s tem seveda še lažje preusmerjati promet na to. Tako da jaz mislim, da je to ena taka stvar, ki jo seveda moramo upeljati v vse države. Kar se tiče zelenega, jaz osebno in mislim tudi podjetje verjamemo pač 3 stvari. Zelo enostavno. Prvo, okoljska problematika ni problematika enega mesta, enega človeka, ene države, ampak je vse splošna problematika. Kar pomeni, snujemo rešitve, ki so primerne za več držav hkrati ali pa celo za vse evropske. Drugo, rešitve, ki nimajo win-win-win situacije, se pravi, da po eni strani pomagajo okolju, pomagajo ljudem, pomagajo javnosti in tako naprej, po drugi strani pomagajo seveda podjetju, da lažje funkcionira in seveda pomagajo investitorjem, da dobijo return on investment, ne funkcionirajo in ne bojo funkcionirali, ker niso dolgoročno vzdržne. In tretje, verjamem, da, lepo ste rekla, da če ni konkretnih ciljev, dejansko stvari ne more biti izvedene. Mi smo si zastavili zelo ambiciozen načrt do leta 2025 biti ogljično nevtralno podjetje. V ta namen vlagamo v naslednjih letih kar nekaj sredstev v to, da dejansko ne samo, da razvijamo produkte, mi bi radi celo našo miselnost vseh naših ljudi spremenili. In po tretji strani seveda tudi pragmatično izkoristili situacijo podražitev cen energentov v to, da maksimalno vlagamo v zeleno energijo. Mi računamo, da bomo v nekih letih več kot 80% naše porabljene energije naredili iz obnovljivih virov. V ta namen vlagamo močno v sončno energijo v naslednjih letih in mislim, da s tem lahko kot podjetje prispevamo največ tudi celotni skupnosti. Gospod Peterlin, lahko morda še osvetlite 2 projekta, in sicer projekt, kjer ste vključeni s podjetjem A1 Slovenija, kar zadeva vzdrževanje cest, da ne rečem ohlajevanja, tako zelo na tiho, in pa projekt povezan z odpadki. Ja, v bistvu prvi projekt je eden po mojem najbolj seksi projektov, ki jih delamo in sicer načeloma vzdrževanje. Vsi se, ko se vozimo po cestah, se verjetno pritožujemo nad kvaliteto cest. Nekje so dobre, nekje niso dobre. Ne zavedamo pa se, da v večini mest to ljudje pregledujejo, vozeči se po cestah in tako naprej. To je velik, hkrati pa slabe ceste povzročajo slabe vozne razmere, več onesnaževanja in tako naprej.
In kot rečeno, mesta v večini to rešujejo tako, da imajo zaposlene ljudi, ki se vozijo z avtomobili po teh cestah in seveda pregledujejo ceste. Ne. Približno 150 mest, predvsem nemških mest, v Sloveniji, recimo tudi Maribor, pa to dela na malo bolj pragmatičen način s pomočjo kamer nameščenih na različne avtomobile, ki se vsakodnevno vozijo po cestah in umetna inteligenca zaznava seveda, kako so ceste poškodovane in na podlagi tega se veliko hitreje lahko mesta odzivajo. Recimo Maribor pregleda na ta način preko 600 km cest in prihranek za samo mesto, pa da ne govorim potem seveda dolgoročni vpliv na kvaliteto bivanja je enormen in to je en primer. Ne. Kar se tiče pa drug velik problem mest so pa smeti. Jaz mislim, da smeti so ena taka stvar, ki je posledica razvoja človeštva in ga prej ali slej moramo začeti pametno, jih moramo upravljati smeti. Mi smo razvili en produkt skupaj z skupino, ki ga uporablja več mest po Balkanu pa v Avstriji, kjer dejansko prebivalci in mesta potem lahko plačujejo glede na odložene smeti. Hkrati se umetna inteligenca predvideva najboljše rute pobiranja teh smeti, kar pomeni, da ni potrebno toliko rut narediti in seveda to je ta win-win-win. Prebivalci nimajo polnih kant, mesta plačajo manj za smeti, hkrati pa vpliv na okolje, kjer dejansko lahko je manj ogljičnega odtisa, hitreje se vse odvija in tako naprej. Spoštovani gostje, obljubim, da bomo odgovorili na vaše vprašanja. Lahko pa vas povabim, da zastavite svoje vprašanje tudi na analogen način. Torej, zato vas vabim tudi na oder, da pač predstavite svojo izkušnjo, komentarje ali vprašanja. Sicer pa nadaljujemo še z gospodom Maco. Mr. Maco, how did you come to recognize the potential to build a sustainable business building exactly in Ljubljana? Generally in our company, several people have strong connections to Slovenia and Ljubljana in particular. A lot of our colleagues go to Ljubljana and to Slovenia for holidays, right? Me, myself, I have spent part of my master's studies also in Ljubljana, so I was kind of associated with the city. And also in the end, we've been working with Špela on a project in Bratislava, and she also introduced us to the city and showed us the opportunity. So we kind of had a sense or some awareness that Ljubljana might be a city with a great potential, and also from the perspective of when I heard the question which was asked to Mr. Gajšek, I would say that for Bratislava, one of the cities, the role cities, is Ljubljana. So we are, really? Of course, Vienna, as we are neighbors, nice. But I would also say Ljubljana because the context, the historical context, is more comparable for us than with Vienna. We had more or less the same starting line, and we can see where Ljubljana now is and where Bratislava is. We are struggling a lot in our city in Bratislava with traffic, with public spaces quality, with green infrastructure. And these are all really assets which are highly present in Ljubljana. I also come from the same background as Mr. Gajšek. I've done my master's and PhD in urban planning, so I can also look at it from the more academic point of view that Ljubljana really checks a lot of the points of a city with high quality of life. So it was for us quite rational decision, although I must say that due to the size of the country and of the city, a lot of foreign investors overlook Ljubljana. So one must really look more in detail in Ljubljana and understand maybe the context and the potential that's hidden in the city. And in the end, also we recognized a very professional municipality in Ljubljana, which I can again compare to Bratislava, that here the discussion and the level of professionalism is on a much higher level. I see that the municipality has a very straightforward vision what to do with the city.
I'm sure that if I ask Mr. Gajšek where Ljubljana should be in 10 or 20 years, I mean, he might have an idea, right? Yes. This is unfortunately not the case in my hometown. So there are a lot of reasons why we decided to invest in Ljubljana, and there's not a day when we regret it, right? So we hope that we also motivate other foreign investors to come to the city, because I think in terms of the public sector, Ljubljana is doing really well, and it could use a little bit more investment from the private sector. But anyway, can you tell us what does it mean, green office? Yeah, that's a rather complicated and complex question, but as I maybe mentioned in one of my previous answers, that for us, the easiest and most measurable way is to follow the LEED framework, which is a US-based established framework of rules and of goals, with which it's easy to measure sustainability of buildings, but also the well-being of users of the building. So it's not only focused on the building itself. So we are trying to follow this regulation, because it's the easiest way how we can really ensure that our buildings are being designed and built and then also operated in the proper way in order to fulfill sustainability goals. But if I can maybe specify more in detail what it means, to have a sustainable building, we are talking about technology, so water, energy. We are talking about the use of the building by the users. We are talking about the particular building materials, about transportation mobility. So there are a lot of factors. Maybe in particular, what we are trying to achieve in our projects and also in Vilharia is we try to subtract the rainwater by means of green roof and the retention places. So none of the rainwater is being used and given back to the sewage, but we can then reuse it for the irrigation of the greenery of the building. So we do not waste natural water. Then I mentioned green roofs. It's our company strategy that we apply green roofs on each of the projects. And maybe one of the most measurable ways how to prove the advantage of green roofs is we try to measure the effect on one of our projects in Bratislava, where we have altogether over 4,000 square meters of green roofs. It's a very similar location than Vilharia, a centrally located building, a mixed-use office and residential. And we compared it. We used the thermodynamic camera in one of the hottest days in the summer, in the end of July. And we measured the difference in the temperature between the standard roof of a neighboring building and of our roof. In the hottest day, the difference was over 30 degrees. This doesn't only help to mitigate the carbon mitigation, sequestration, but on the other hand, one of the important things is it reduces the so-called urban heat island effect, which is quite present in central urban locations. And I think we as users of the city can particularly feel it in the hottest days in the summer, where it's just not pleasant to walk through paved streets. So this is one of the ways how we can contribute with our building to mitigate this effect. Maybe another mean is also the location of the building, since it's located right next to the future main or even the existing main transportation hub of Ljubljana. And we try to promote sustainable means of transportation. So we try to motivate the people to use public transportation. I think just the location of the building provides the best means for that. We built also a garage. We will build a garage for bicycles with all the infrastructure, so with showers, lockers, and we connect it to the existing bike infrastructure. And we also try to motivate the future tenants not to rent that many parking spaces. I think this is a rather still complex topic, and it was also mentioned by Mr. Gajšek that the number of cars is continually increasing in Ljubljana. And somehow people still see parking as their basic human right. And we somehow need to maybe shift the mindset of the people in this way. And the way how we can do this from our perspective is to motivate the buyers of the apartments and the tenants of our offices just not to buy that many parking spaces and not to rent that many parking spaces. Then the remaining part can be transformed into public garage, right?
And generally even not to build that many parking spaces, because the more parking spaces we build, the more people are motivated to use the car. So I think this is also a thing that the city of Ljubljana is doing very well, that by limiting the number of parking spaces in the public parking, people are just more motivated to use bike or public transportation. And I mean, that's also good about Ljubljana, that we can use even walking as a mean to transport to the city, to work or to school or to home. And maybe one last example of sustainable building is technologies, that we always try to focus within our building on sustainable means of production of heat and cold. I mean, there are a lot of small details in practice. For example, we use chilled beams instead of standard HVAC units, which are blowing air, but chilled beams are cooling, working based on the physics, and just producing running cold water in the ceiling. And by physics, the cold air is then decreasing down. So it's a much more sustainable and even healthier way of how to cool down spaces instead of standard HVAC units. Okay, very interesting. So we can see Vilharia there, but it's a huge project. But Mr. Mazzo, is it true that sustainability and green buildings are more expensive, or is it a myth? Of course, they are more expensive. Okay. I mean, thank you for honesty. No, just if we speak about technologies, it's always more expensive to invest into, let's say, heat pumps as source of cooling, right? Or to invest into better insulation, better glass in the windows. So, I mean, generally speaking, from our experience, it increases the construction budget by roughly 10% of the whole building, which is quite a lot, and even reflecting the current drastic increase of construction prices, it will get even more this price increase. Yeah. But in the end, I mean, I also have to say, on the other hand, sustainable buildings decrease the operation costs for the users. So I think there is an offset of these additional construction costs in means of lower operation costs, and also in means of healthier working environments. So healthier offices or working spaces decrease the sickness of the employees, increase their motivation to work, their productivity. So I think there's a lot of other things which are offsetting this increased construction costs. Well, you mentioned a lot of benefits, but anyway, for our audience, business audience, is it true that a company raises its reputation in the international business scene by operating in healthy building, greener building? I think, and I hope so, that yes. At the moment, most of the large corporations are already following the ESG framework of rules, and I think that this will become even more up-to-date topic in the following years. So maybe even from the top-down approach from the state legislation, it might have been introduced. It might come as an introduction of following some obligatory ESG rules. But I think it's even a trend which companies just themselves like to apply. So only from this perspective, if you want to follow ESG rules, you of course also, it's a substantial part of it to operate and to have your offices in a sustainable building. So my answer would be yes. Ok, thank you. Režijo bi prosila, če lahko potem v nadaljevanju nam predstavi še enkrat vaša vprašanja, a predno odgovorimo na njih, spoštovani gostje, predlagam, da se posvetimo raziskavi, namreč večkrat smo omenili, da je čarobna formula v okviru zelene prihodnosti ravno pristop ESG. Ta usmerja sredstva v naložbe, ki upoštevajo okoljska, družbena in korporativna merila, etični in trajnostni ali družbeno odgovorni pristop k investiranju pa dejansko postaja najpomembnejši investicijski trend naše generacije. Najboljše argumente za ESG v mestih pa nam bo zdaj predstavil gospod Mitja Pirc iz AT Kearney. Dobro jutro, lepo pozdravljeni in vabljeni na oder. Lep pozdrav še z moje strani. Vidimo, če to dela. Ja, jaz bom zdaj par stvari povedal, ki ste jih danes že verjetno slišali, poskušal malo številkom podkrepiti.
Mi smo pred približno slabim letom delali eno raziskavo, malo širše, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v državah, ki so nekje v bližini. V ESG-ju se danes veliko pogovarjamo. ESG tudi respondenti oziroma prebivalci Slovenije in tudi okoliških držav postavljajo izjemno visoko. Ne. Zdaj, danes je bilo predvsem govora o varovanju narave, ne, ampak že uvodoma smo tudi videli, da je zelo pomembno so tudi ostali elementi ESG-ja, ne, se pravi in upravljanje in tudi v bistvu socialna komponenta kot takšna. Kar je pa zanimivo, ne, sicer ne grem tukaj v detajle, da je prav okoljevarstveni del in predvsem v Sloveniji najbolj izpostavljen. Se pravi, glede tega se najbolj zavedamo, verjetno posledica tega, da smo kot družba recimo sorazmerno uravnoteženi v primerjavi z drugimi državami. Naslednja dimenzija, o kateri smo tudi že v bistvu danes že veliko govorili, o tem, da je zelo pomembno za mesta, da se uravnoteženo razvijajo. Mislim, da je tudi bilo s strani mestne občine bilo v bistvu večkrat poudarjeno, da ne moramo samo se ukvarjati z ozelenitvijo mesta, ampak je potreben celosten razvoj in z vidika vključenosti družbe, z vidika razvoja gospodarstva, ne, in mesta dejansko iščejo svojo neko pot, vsaka na svoj način za svojo neko zgodovino. Evropska mesta ima neko svoje ozadje, v nekaterih drugih delih sveta pa seveda so okoliščine drugačne. Ne. Zdaj, kar je pomembno, ne, je, da izmed 5 največjih tem, ki se pojavljajo v razvoju mest, ne, se pravi, mi tudi vidimo mesta kot gonilo razvoja v državah oziroma tudi v globalnem gospodarstvu, ne, da seveda najprej pridemo do samega v bistvu delovne sile. Delovna sila, kakorkoli obrnemo, je izjemno pomembno. Se pravi, mesta dejansko se borijo za zaposlene, digitalna ekonomija kot taka, lokalno, globalno je enako pomembno, se pravi, kako dejansko mesta preživijo, ampak potem sta pa 2 temi, ki sta med prvih 5, se pravi in okolje in vključenost prebivalcev. Ne. Zdaj pa, ko smo se pripravljali na ta dogodek, smo me spraševali v bistvu, kaj pa so najboljše prakse, ne, in na podlagi naše raziskave ni dejansko najboljših praks. Z vidika tega, da rečemo, to pa bi mesta morale delati. Ne. O tem smo tudi se že prej pogovarjali, oziroma ste govorili, vsako mesto ima na nek način svojo zgodovino in tudi svoje izzive. Ne. Rotterdam kot tak, ne, mislim, da ste tudi že mesta iz severa Evrope o njih govorili, se ukvarjajo predvsem z izzivom poplav. Ne. Če pride do globalnega ogrevanja, dvig morske gladine, in Rotterdam se predvsem ukvarja s tem, kako se zaščititi pred tem, da bo mesto sploh preživelo. Los Angeles kot tak ima zelo velike izzive, ker je zelo betonsko mesto in se ukvarja z zelenitvijo, kjer ima Ljubljana mogoče malo manj. Ne. Primer Londona, sicer mogoče z druge perspektive, se pravi osamljenost. Ne. Se pravi, to je tudi ena tema, ki se bo tudi verjetno v naših krajih začela v bistvu bolj pojavljati z staranjem prebivalstva in podobno, da dejansko mesta išče tudi način, kako tudi prebivalce med sabo povezati in osmisliti naše življenje. Ljubljana pa mislim, da ste že napovedali, se navezujemo na podobno raziskavo, ne, se pravi, tudi ima neke svoje izzive, o katerih verjetno tudi Ljubljana oziroma širši ekosistem oziroma prebivalci razmišljamo, se pravi, kaj pa je naš izziv. Dosti smo govorili zdaj, ali je to temperatura ali je pa to nekaj drugega. Ne. Tako da z vidika naše perspektive, se pravi, ja, tema izjemno aktualna, se pravi, ESG v celoti, mesta na različne načine to rešuje, vsaka ima svoje izzive, ne. In seveda tudi s pomočjo tehnologije lahko marsikakšno stvar rešimo, ki je mogoče v preteklosti nismo mogli. Ne. Tako da to je bilo vse z moje strani. Ne. Gospod Mitja Pirc, hvala lepa. Ima kdo kakšno vprašanje za gospoda Pirca? Sicer pa, če koga zanima, lahko tudi na spletni strani najdete celotno raziskavo, tam gre pa v drobovje mesta po dolgem in počez. Hvala. Hvala lepa. Torej bomo ostali pri digitalnih vprašanjih, ampak vseeno počasi prihajamo k epilogu naše okrogle mize in epilog ne more biti brez tistega zaključka, ko se vse začne in konča pri denarju. Torej govorimo seveda o sklepnem delu kot o zelenih investicijah. Zelo pomembno je, da mesta, podjetja, pravzaprav vsi odločevalci ste uspešni pri pridobivanju finančnih sredstev, pa me zanima, gospod Gajšek, kakšne reference mora imeti urbani projekt, da je uspešen pri pridobivanju finančnih sredstev namenjenih prav razvoju zelenih urbanih središč?
Ja, poglejte, povedal bom predvsem, omenil bom tri projekte, v katerih je Ljubljana bila verjetno precej uspešna. En projekt je bil tale regionalni center za ravnanje z odpadki Recero. Tam smo dobili, že to stoji nekaj časa, to je regionalni center, poudarjam, tam smo dobili, to je bil takrat največji kohezijski projekt v Republiki Sloveniji. Zakaj je to pomembno? Ključna politika mora biti manjše število večjih projektov, drugače se izgubimo v birokraciji. To je prvič. Drug projekt je bil Civitas Elan, pred mnogimi leti. Tudi na ta način smo začeli, poskušamo urejati promet, kolikor se da dobro, ampak promet je večna zgodba. Prej sem videl vprašanja glede šentviškega tunela, priključevanja. Promet je stalna zgodba, tukaj ni odličnih rešitev, to vam povem. Tukaj so kompromisi pri prometu. In tretji projekt, na katerega smo izjemno, poudarjam, izjemno ponosni, je Cukrarna. Cukrarna pomeni v bistvu urbano prenovo, pomeni arhitekturno prenovo in pomeni odličnost tudi v smislu inženirstva, tehnologije. Mi smo leta 2008-2009 prestavili center mesta do Dolenjske železnice, to je 20 minut peš od centra, se to ni nič. Tam bodo tudi akademije v Broški, tam je srednja zdravstvena šola, tam so projekti stanovanjskega sklada, izpred let kolegica Vedečnikova je to projektirala, se pravi, ampak Cukrarna sama, tudi kot Tate Modern v Londonu, to je zdaj žarišče tega in mi smo strašno ponosni in seveda smo se pripravili, da smo dobili denar, več 11-12 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz celostnih teritorijalnih naložb in to Cukrarna ima multiplikativen učinek. Se pravi, osnovna stvar je dobra priprava, nikoli v Bruselj vprašati, kaj pa vi menite, v Bruselj je treba iti z predlogi projektom, ko te prvič zavrnejo, moraš imeti v žepu drug predlog in tako naprej, nikoli v Bruslju spraševati. Mi moramo biti pripravljeni in smo pripravljeni, kot glavno mesto države, kot glavno mesto v regiji, ljubljanski urbani regiji in tudi kot mestna občina Ljubljana na prihodnost. Zdaj seveda samo še z vlado, z novo vlado, moramo najti nekaj ključnih projektov, ključno z poglobitvijo železnice. Predno bomo imeli na skrinu vaše vprašanja. Gospa Vedečnikova, kolikokrat ste morali kot arhitektka nekako omiliti, zmanjšati, nekako znižati svoje vizije, prihodnosti, idejnih rešitev, zaradi tega, ker niste imeli na drugi strani dovolj posluha pri naročnikih ali pa naročniki niso imeli dovolj finančnih sredstev. Kako se soočate s takšnimi izzivi? Ja, to jasno se dogaja, še posebej pri privatnih investicijah. Bom rekla, če zmagaš na javnem natečaju, je zgodba drugačna. Ampak v bistvu pri privatnih investicijah skozi v bistvu lovimo to ravnotežje med koliko je budžet hiše in kaj lahko za ta denar narediš. Tako da v bistvu so načini in mi smo se s tem spoprijeli že, bom rekla, že čisto na začetku, že tako rekoč v študentskih letih, tako skozi vse, bom rekla, te naše projekte, večinoma jih je nekje, da so na mid-budget ali celo low budget, v bistvu nekako lovimo to, da vse neke kvalitete, neke vizije, ki jih imamo, skušamo pustiti noter, pa v bistvu privrčevati na nekih drugih stvarih, tako da v bistvu to je tisto, kar naredi, bom rekla, kvaliteto tudi v arhitekturi in jasno, to so kompromisi, ki jih moraš skozi svojo prakso tudi sprejemati. Ja. Torej, umetniški vtis včasih je malce okrnen, ampak za dobro izgradnje in izvedbe. Pa niti ne, jaz bi rekla, da v bistvu je ravno kompromis. V bistvu bom rekla, najtežje se je lotiti arhitekture projekta, kjer nimaš nobene omejitve, kjer v bistvu lahko narediš, kar hočeš, ker pa se pravzaprav zmedeš, ker ravno omejitve so tiste, ki lahko naredijo nek kompleksen, kreativen projekt, ali so to okoljske omejitve, ali so omejitve prostora, ali so omejitve lokalne skupnosti, ne nazadnje recimo OPN-ja v Ljubljani ali pa prostorskih aktov in pa jasno tudi budžet. Tako da v bistvu skozi te, bom rekla, nekako manevriranje čez te omejitve narediti nek projekt, ki je sicer kompromis, ampak je pa v bistvu tudi, bom rekla, nek produkt nekih, bom rekla, logičnih in funkcionalnih zahtev,
to se mi zdi, da je pač kvalitetna arhitektura. In zdaj bomo držali obljubo in odgovorili na vaše vprašanja. Namreč, gospod Gajšek, vemo, da smo v tem trenutku v nekem norem obdobju razmaha cen nepremičnin sploh v Ljubljani, pa tudi drugod sicer. Verjamem, da tako kot pišemo v časniku Delo in Svet kapitala, da se bo vendarle ta norija vendarle začela malce ohlajati, da smo dosegli vrh, pa vseeno vprašanje, ali bodo v Ljubljani prihodnosti lahko živeli le bogataši? Ja, po mojem ne samo bogataši, ampak tudi bogati ljudje. Sej v Sloveniji ogromno vlagamo v nepremičnine in seveda tisti, ki ima veliko denarja, vlaga v drage nepremičnine. Ampak poglejte, gre se za stanovanja, gre se za stanovanjsko politiko, pa poglejmo konkretne primere, ne tiste, ki so največkrat opisani v časopisu. Republiški stanovanjski sklad pa mestni sklad sta zdaj zgradila sosesko Brdo. Republiški sklad bo gradil v Podutiku, mestni sklad bo gradil na Litijski, pa tam na lokaciji Povšetove. Ampak vse v skladu z kolikor se lahko zakreditirata oba dva sklada. Je pa seveda povezano to tudi z stanovanjsko politiko države, ne samo mesta. Zdaj, po govoricah sodeč in potem, kar beremo v koalicijski pogodbi, je menda ideja in ta ideja je dobra, o državnih obveznicah. To je dober primer. V Londonu so rešili to, ker ste vprašali, po kom se zgledujemo. Zgledujemo se po enih, kjer so uspešni, in to ni samo stvar župana Sadika Kana, to je tudi stvar prejšnjega župana Borisa Johnsona, pa še prejšnjega Livingstona. V bistvu državne obveznice na en način v Veliki Britaniji, v Londonu omogočajo varno naložbo in potem iz tega sredstva za to, da se lahko gradi, da se na ta način regulirajo cene. In druga stvar je nepremičninski davek. Jaz sem že velikokrat povedal, nepremičninski davek je mogoče uvesti, to je zahtevna tema, če se država odloči, če se vlada odloči, da bo uredila evidence. V Sloveniji živimo, tretjina objektov, četrtina je mogoče neskladna gradnja. Kaj se bo pa obdavčilo? Tisto, za kar imamo gradbeno dovoljenje, ali tisto, kar je vsak naredil eno etažo več ali pa 3 metre večji objekt, ali pa celo 10.000 kvadratnih metrov velik objekt. To so še neurejene zadeve in na koncu se moramo odločiti, koga bomo bolj obdavčili, katero nepremičnino, za katero dejavnost, stanovanja verjetno ne. In zdaj, če se vlada odloči, verjemite mi, 3-4 leta, da se to uredi, ta vlada ne bo mogla uvesti nepremičninskega davka. Lahko se pa odloči, da bo začela urejati, da bi enkrat bil čez 4 leta ali pa čez 8 let. Se pravi, v Ljubljani ne bodo živeli samo bogataši, bodo pa živeli tudi bogati ljudje in tako je prav. Gospod Gajšek, malo prej ste omenili koncept 15-minutnega mesta, kar Ljubljana seveda je, ampak vemo pa, da Ljubljana ima tudi sloves eno- ali dvodnevnega mesta, pomeni, da turisti pridejo za kakšno noč ali 2 največ. Tukaj pa se pojavlja vprašanje, torej moje vprašanje je, kaj lahko v Ljubljani, torej v prestolnici naredimo s ponudbo, da bi zadržali turiste dlje časa in da bi jih tudi, kot je navedeno v vprašanju, nekako preusmerili v druge dele Slovenije, torej da bi šlo za vse slovensko promocijo iz, bi rekla, prestolnice. Ja, to je pač verjetno dejstvo v mnogih glavnih mestih, da pridejo turisti za dan, 2. Zdaj, kar trenutno počnemo v Ljubljani, je razširitev turistične ponudbe na Ljubljansko barje z kolesarskimi stezami, ki se gradijo. Delamo, kar je zelo pomembno, na projektu plovnosti Ljubljanice. To je regionalni projekt, to pomeni, da bodo pluli, tako kot v starih časih, po Ljubljanici, po Gruberjevem kanalu, praktično do Vrhnike. To je izjemno turistično zanimivo. Drugače pa seveda pač odvisno spet od tega, kakšno bo turistično politiko bo vodila država. Primerjalna prednost je, seveda, bivati v Ljubljani, v hotelu in hoditi na enodnevne izlete na Gorenjsko, na obalo ali kamorkoli drugam. In to vsi turisti tudi delajo, ampak tega je še premalo. Po drugi strani je pa tudi, a veste, staro mestno jedro prebivalci so bili nasičeni z turizmom in so bili zelo kritični pred 2-3 leti.
Nekateri zemljani, najbogatejši, že malce obupujejo nad življenjem na Zemlji, iščejo neke way oute na Mars. Pa spomnim se predstavnico NASA, gospo Valkovič, ki je dejala, da je naša odrešitev na Marsu približno takšna, kot če bi verjeli, da je plovba na reševalnem čolnu boljša od plovbe na Titaniku. Se mi zdi zanimiva primerjava, pa vendarle za konec, za sklepno misel, gospod Peterlin, glede na to, da je mesto, življenje naše zelo povezano z digitalizacijo, robotizacijo, umetno inteligenco, imamo recimo pripravljen B-scenarij, če se nam zgodi najbolj črn scenarij, če mesto ugasne in bi res morali vsi na reševalni čoln na Mars? Težko vprašanje. Dejstvo pa je eno, da ne bi rad bil preveč črnogled. Ampak dejstvo je eno, da ni vprašanje, bomo napadeni ali kibernetsko napadeni, ampak vprašanje je kdaj. In jaz mislim, da pametna mesta ogromno investirajo tudi v to, v servise in pa infrastrukturo, ki seveda onemogoča ali pa vsaj malenkost poveča predvidevanje teh napadov ali pa vsaj hitre reakcije. Dejstvo pa je eno, tudi če pride do napada, da se mesto ugasne, pametno mesto ugasne, se bo pač vrnilo v stalne tirnice klasičnega mesta. Življenje se ne bo ustavilo, dejansko bo samo oteženo in mislim, da pa obstajajo pač sistemi in pa tudi ljudje, ki seveda znajo vzpostaviti pametno mesto zelo hitro nazaj. Malce generalke smo imeli že med pandemijo in smo se nekako dokazali, da smo odporna bitja. Hvala lepa, gospa Videčnik, gospod Maco, gospod Gajšek in pa gospod Peterlin in seveda hvala lepa tudi vam, spoštovani gostje, za vaš čas, za vašo pozornost in morda misel za konec, namreč resnici na ljubo, prav vsak izmed nas je odgovoren za našo sedanjost, za ta trenutek in tudi za našo prihodnost, zato ostanite ali pa postanite zeleni. Srečno! Hvala lepa.